Večer, lep pozdrav na odprtju razstave Šamac Sarajevo, oziroma proga Šamac Sarajevo mladinske delovne brigade, s tem lepim podnaslovom Naša proga, naš ponos. Pozdravljam prav vse prisotne, posebej pa naše goste iz Muzeja Velenje, Tanja Vrboten, direktorica s svojima dvema kolegama, vsi so zadaj, noče biti spred, ampak res hvala, da ste prišli, ker prišli so v kontrolo, bomo rekli, ker smo srečni in veseli, da bo razstava junija predvidoma gostovala tudi pri njih v Velenju. Pa o tem več naši dragi kolegici. Pozdravljam vse zbrane, poseben pozdrav gospodu Milanu Kračiču, vi ste zdaj že naš muzealec, od lanskega leta in smo res hvaležni, da ste danes z nami, pa potem lep pozdrav tudi drugemu Milanu Jazbecu, ki je tudi, skoraj bi rekla, muzejski predmet, ampak ne naša izjemno pomembna dediščina, smo se s tabo družili 15. januarja ob to izdaji tvoje 100. knjige. Potem pa seveda tudi lep pozdrav naši podžupanji Mojci Florjanič, ki je danes tukaj zato, ker je tudi njena družinska zgodba zelo povezana. Bi bila pa najbrž tudi kot podžupanja tukaj, če bi imela v obeh vlogah, ampak hvala lepa, da si z nami. Začenjamo pa z glasbo. Naši dve kustosini, Andrejka Vavič-Nose in Mihaela Kovačič, ste rekli, da rabimo harmoniko danes za odprtje, ker jo boste večkrat tudi srečali na delih. Pa lepo prosim naše drage sosede, profesora Nika Ogorevca in njegovega učenca, Jako Slovenca, ki bosta začela ne ravno skladbo iz tistega obdobja, ampak tudi eno izjemno pomembno skladbo za našo istovetnost. In sicer Sinko ne sprašuje, Lojze Slak. Prosim, vajo. Najlepša hvala. Vabim soavtorico razstave, našo kustosno zgodovinarko Mihaelo Kovačič, da predstavi, kaj gledamo, kako se je ta zgodba odvijala in seveda ta zgodovinski pogled. Prosim. Spoštovani, lansko leto je potekalo v znamenju 80-letnice konca druge svetovne vojne. In ob tej priložnosti smo se v muzeju odločili prvo polovico leta nameniti osvetlitvi prepletanja usod posavskih izgnancev in kočevskih Nemcev v času med drugo svetovno vojno na posavskih tleh. Drugo polovico leta pa smo namenili obnovi razrušene domovine. Pomembno. Lansko leto je potekalo v znamenju 80-letnice konca druge svetovne vojne. In ob tej priložnosti smo se v muzeju odločili prvo polovico leta nameniti osvetlitvi prepletanja usod posavskih izgnancev in kočevskih Nemcev v času med drugo svetovno vojno na posavskih tleh. Drugo polovico leta pa smo namenili obnovi razrušene domovine. Pomembno vlogo pri povojni obnovi so imeli mladi. Sodelovanje pri umetnostni razstavi v mladinskih delovnih brigadah in gradnji proge Šamac Sarajevo sodelovko kustosinjo umetnostno zgodovinarko Andrejko Vavič-Nose je bilo posebno veselje.
Dolga leta sem namreč delala kot mladinska delavka in organizatorka mladinskega prostovoljskega dela in mladi so tema, ki jo res globoko čutim. Tokrat sem dobila priložnost, da pogledam nanje z drugega zornega kota, skozi prizmo preteklosti in zapletenih povojnih razmer. Mladi so bili eden od temeljev obnove povojne Jugoslavije. Mladinske delovne akcije so potekale že med drugo svetovno vojno in so se v manjšem obsegu nadaljevale skoraj vse do 80-ih let 20. stoletja. Vključenost v brigadah v prvem povojnem obdobju ni bila vedno prostovoljna. Pozneje se je to spremenilo. V prvi 5 letki, se pravi od leta 1947 do 1952, so bile razmere na akcijah težke. Zaznamovale so jih pomanjkanje hrane, oblek, delovne opreme, pretesni bivalni prostori, slabe higienske razmere, nalezljive bolezni in dolgi delovniki. Kar je impozantno, so razsežnosti, ki so spremljale te velike projekte mladinskih delovnih brigad. Zavori samo nekaj osnovnih podatkov. Železniško progo Šamac-Sarajevo, dolgo 242 km, je od 1.4. do 15.11.1947 gradilo 211 371 mladih iz celotne Jugoslavije, od tega je bilo 14 200 Slovencev pod vodstvom 4795 strokovnih delavcev. Pri tem jim je pomagalo še 5842 mladih iz 42 držav. Mladinske delovne akcije in brigadirstvo so dokaj neraziskani. Nas, posavske zgodovinarje in umetnostne zgodovinarje, čaka še kar nekaj dela na tem področju. Zgodovinski del razstave je poskus orisa zgodovinskega ozadja mladinskih delovnih brigad v prvih 5 letki in same gradnje proge Šamac-Sarajevo. Umetnostna dela Alena Berlovič in Franja Stipluška smo dopolnili s fotografijami Iva Sivka in Vlaste Simončiča, fotoreporterjev, nastali na progi Šamac-Sarajevo leta 1947, ki jih hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine. Pripoved razstavljenih del smo pa dopolnili še s članki in fotografijami slovenskih časopisov iz leta 1947, ki so res obširno poročali o poteku del na progi. Hkratni mediji so poveličevali delo mladih, pogosto so zamolčali stiske, težave in žrtve. Pa vendar nam ti projekti tudi danes, ko se vanje poglobijo, vzbujajo spoštovanje. Bili so dar mladih, državi in njihovi lastni prihodnosti. V obdobju prve podelke se je pojem prostovoljstva razlikoval od današnjega razumevanja. Brigadirsko delo je bilo v nekaterih primerih prostovoljno, v drugih ne, skupna točka pa je vseeno ostajalo neplačano delo. Leta 2024 je bilo v Sloveniji uradno zabeleženih več kot 200 000 prostovoljcev, približno toliko, kot jih je nekoč sodelovalo pri gradnji proge Šamac-Sarajevo. Današnji prostovoljci prihajajo iz vseh starostnih skupin, največ dela pa je opravljenega na socialnem področju. Pri tem je treba poudariti, da so dejanske številke še precej višje, saj se organizacije niso vse vključene v uradni seznam prostovoljskih organizacij in posledično tudi ne zajete v statistiko. Prostovoljstvo je tako in zato pomemben in neločljiv del naše družbene resničnosti. O pogledu na prostovoljstvo skozi čas se nam neizmerno zastavi vprašanje, kdaj prostovoljno delo prestopi mejo in postane izkoriščanje. Na koncu bi se rada zahvalila še vsem, ki ste dali svoj prispevek k razstavi. Zelo sem hvaležna gospodu Milanu Krajčiču, ki je z menoj ponovno delil svoje spomine, tokrat na leto 1948 in na njegovo brigadirsko delo na avtocesti Bratstva in enotnosti. Hvala tudi Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije za sodelovanje in za trud, da so nekatere fotografije danes prvič na ogled. Lepo se zahvaljujem tudi Andrejki Vabič-Vse, sodelavki za lepo sodelovanje. Pa na koncu še velika hvala Alenki za vso podporo. Alenki Červelič-Kroša, naši direktorici. Hvala. Najlepša hvala, naši dragi sodelavki. Potem danes stoji razstava malo drugače, kot je oblikovana, zato da smo lahko dali stol.
stole in tudi zato, da ste, ko predstavljamo razstavo, dejansko na razstavi, da lahko že vmes si malo tudi pogledate in o besedah seveda tudi že kaj tudi vidite. O tem najbolj vidnem pa seveda bo spregovorila naša kolegica umetnostna zgodovinarka Andrejka Vabič-Nose. Andrejka, oder ob grelcih je tvoje, ne? Ker je mrzlo, pa ta prostor ni ogrevan, ampak smo se potrudili, tako da bo vseeno tudi toplo. Toplo bo pa seveda tudi zaradi vašega dela, ne? Vse celotne ekipe. Prosim. Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. In navdih za pripravo te razstave smo črpali iz dotika dveh umetnikov, ki sta najbolj zaznamovala zbirke Posavskega muzeja Brežice. Saj sta za trenutek poleti 1947 sta se ob gradnji proge Šamac-Sarajevo, torej ob gradnji proge iz mesta Šamac do mesta Sarajevo v Bosni in Hercegovini prepletli življenjski poti Alenke Gerlovič in Franja Stiplovška. Mi ne vemo, ali sta se tudi osebno srečala, vsekakor pa vemo, da sta opazovala in ustvarjala. Na razstavi tako predstavljamo 16 del umetnice, likovne pedagoginje in donatorke Posavskega muzeja Brežice Alenke Gerlovič in 16 del slikarja, grafika, muzealca in prvega ravnatelja Posavskega muzeja Brežice Franja Stiplovška, nastalih ob gradnji železniške proge od Šamca do Sarajeva. V digitalni obliki pa smo predstavili tudi stvaritve nekaterih drugih avtorjev, umetnikov na temo brigadirskega dela. Hkrati smo likovno delo dopolnili z dokumentarnim gradivom in ta del razstave vam je predstavila že sodelavka kustosinja, soavtorica razstave Mihaela Kovačič. Torej, Alenka Gerlovič je bila leta 1947 na začetku svoje kariere, medtem ko je bil Franjo Stiplovšek tedaj že uveljavljen umetnik. In o odhodu obeh na delovišča proge Šamac-Sarajevo nimamo nekih dokumentarnih podatkov. Gotovo pa sta k njunemu odhodu so botrovali pozivi danih najvidnejših kulturnikov, pa tudi njune osebne okoliščine. Namreč Alenka Gerlovič je že v Ljubljani sodelovala v delovni brigadi pri urejanju prostorov umetniške zadruge. Franjo Stiplovšek je bil pa v tistem času zaposlen na gimnaziji Brežice in kar 30 gimnazijcev se je v tistem času prijavilo za sodelovanje pri gradnji te proge in verjetno jih je spremljal ali pa jih je moral spremljati. V nastalih delih so jo zaposlovale podobne teme, medtem ko se njune interpretacije v določenih trenutkih dotikajo, v drugih delih pa se seveda razhajajo. In da smo ta dela sploh lahko predstavili, gre velika zasluga tudi muzejski konzervatorki, restauratorki Nives Slevenšek, ki je na delih opravila konzervatorsko-restauratorsko delo. Najbolj obsežen sklop sestavljajo dela, v katerih se umetnika sredotočata na prikaz usklajenega kolektiva. To je predstavljeno na tej steni in predstavitev težaškega poštovalnega dela brigadirjev. Te podobe vključujejo tako moške kot ženske, presegajo neko versko in etnično označevanje, torej neko versko in etnično pripadnost in poudarjajo ta skupna prizadevanja za obnovo domovine. Drugi sklop za mano predstavljajo krajine, ki odstirajo pogled na taboriščne barake, pa tudi gorato pokrajino, ki so jo morali brigadirji premagati za obgradnji proge. Tretji sklop na zadnji steni je posvečen portretom in prostemu času. Zadnji sklop na krajši steni pa vizualno zaokroži razstavo in prikazuje v tedanjih medijih uveljavljeno podobo herojskega graditelja porušene domovine, velikokrat upodobljenega s Krampino ali Empato, ter predstavlja hkrati ideološko najbolj nabit del razstave. In s tem delom želimo upozoriti na dejstvo, da ima umetnost tudi izredno močno sporočilno vrednost. Posledično jo avtoritarni in totalitarni režimi oziroma režimi, ki izkazujejo tovrstne tendence, hitro izrabijo kot orodje propagandnega stroja.
In tudi danes tovrstni režimi uporabljajo enake načine komuniciranja. Razstavo spremlja spletna razstava, s katero smo želeli predstaviti še druge slovenske umetnike in njihovo dojemanje mladinskih delovnih brigad. Brigadirje je v gradnji proge Šamac-Sarajevo obiskalo kar 174 umetnikov. Tukaj so seveda vključeni tako gledališčniki, kakor tudi pisatelji in likovniki. V dokumentaciji so med likovniki omenjena številna imena in zaradi tega smo se obrnili na vse večje muzejske ustanove v Sloveniji in jih prosili za pomoč pri iskanju likovnih del nastalih na deloviščih mladinskih delovnih brigad oziroma del s to tematiko, ki so nastala do leta 1952, torej v omenjeni prvi petletki. In ob tej priložnosti se res zahvaljujem vsem ustanovam in kustosom za njihov trud pri pregledu zbirk. Vendar pa smo po odzivu ugotovili, da je število ohranjenih del sorazmerno majhno in zato je majhno tudi število del vključenih v spletno razstavo. Na njej predstavljamo dela iz 5 slovenskih muzejev in bi se rada zahvalila ustanovam in kustosom, ki so pripomogli k nastanku te spletne razstave. Najlepša hvala Katarini Dajčman iz Dolenjskega muzeja Novo mesto, Kristini Simončič in Mladenu Baciču iz Galerije Božidar Jakac, Muzeja moderne in sodobne umetnosti, Irmi Brodnjak-Ferbas iz Galerije Murska Sobota, Katarini Brešanj iz Goriškega muzeja Kromberg Nova Gorica in Tini Fortič-Jakopič iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije Ljubljana. Ob tem se seveda zahvaljujem tudi mestni občini Nova Gorica, ki nam je omogočila reproduciranje enega od del predstavljenih na razstavi. Jaz bi se pa najprej rada zahvalila naši direktorici Alenki Črnjelič-Krošelj, ker smo lahko to razstavo sploh uvrstili v program muzeja in seveda Mihajli Kovačič, ker smo res izvrstno sodelovali. Z nami je danes tudi naša oblikovalka, ki je izvrstno opravila svoje delo, Darja Malarič. Hvala. Hvala lektorici magistri Mateji Janković-Čurič, prevajalki Mateji Žuraj in hvala vsem sodelavcem, še posebej pa Stanki Glogovič, se upravičujem, konzervatorsko-restauratorski delavnici, tehniki in komunikacijski službi za vaš prispevek k realizaciji te razstave. In nenazadnje, hvala tudi vam, dragi obiskovalci, da ste danes današnji večer preživeli z nami na tej razstavi. Ta razstava se predvidoma v sredi leta seli v muzej Velenje, potem v konec leta pa v mestni muzej Idrija, tako da bo še obilo priložnosti za ogled. Hvala lepa. Bom pa prosila Mišo in Andrejko, da tudi povabite naše sodelavce, Nives, Toni je tukaj, Vika, še koga smo, naši restauratorji, naša tehnična ekipa, ki je pripravila vse potrebno za razstavo, ker zdaj bomo, malo podeliti, da bomo vsi nekaj, pa boste vitve to podelili, eno majhno zahvalo, pridite na oder, pridite, ja. Najlepša hvala. Evo, mislite to. Pa še Tonijo. Za roka je pa, to ti, ne, jaz. Za roka bomo pa zhranili, ne? Ja, hvala. Seveda. Tako. Tudi za našo Darjo. Bosta tudi vidbe. Darjo, mi da so največ komunicirali, jaz sem največ žila, jaz se opravičujem, ampak mislim, da rezultat je videli, je super. Hvala ti. Hvala ti. Tako, pa še videti, da se fotografirate. Bomo večkrat danes se zahvaljevali, pa bo tako najlepše. Ekipa je še večja, ker vedno pomagajo tudi drugi, da naše razstave uspejo, manjše in večje, da v bistvu tak zahteven projekt, kot je bila tudi ta razstava, potem lahko postane del našega programa in naši
naši ponudbe javnosti. Hvala lepa. In pa nojem, sem videla to lep poziv Slovenke in Slovenci, Slovenke na delo, pa takoj na delo, čeprav sem vse že 3-krat brala, ampak vsakeč, ko sem potem v razstavi vidim kaj novega ali malo drugače. Tukaj so tudi, recimo, smo hvaležni našim donatorjem, poleg Alenke Gerlovič, Frane Stiploške, Ive Stiploške, imamo tudi, recimo, gospoda Slavka Vostiča, pa imamo tukaj vnukinjo, ki pa je Nadja. A je ravno šla? Aha, ja, ki je celo naša sodelavka sedaj, ne, tako da je tudi še imamo v načrtu se z njim več pogovarjati. In pa seveda to, kar pa smo že omenili in na tem panoju je tudi ta izkaznica našega dragega sodelavca, gospoda Milana Krejačiča, ki je najprej moral v Nemčijo, potem iz Nemčije, vmes je bilo izjemno veliko stvari in komaj 15-letni je potem šel tudi v brigado. Pa smo vas lepo prosili, da danes na tem dogodku z nami delite kakšen spomin, pa vas lepo prijazno vabim na oder. Lahko tudi sedite, lahko pa vse stojiva, kako bomo? No, kaj sem ga bolj videl. Dobro, tako, ja. Nisem kak poseben govornik, ampak malo se bom spomnil tistega, kar sem doživel, kot 14 let star otrok. Šolo sem končal, osnovno šolo, pa mi je rekel ravnatelj, zdaj pa več osnovno šolo ne moreš hoditi, ki si 14 let star. Sem povedal, rekel, lahko greš pa še v gimnazijo. V gimnazijo pa ne vem, ker nimam dohodka, bi rad se šel nekaj učiti in imel kak dohodek. No in res je, so se zgodilo, na vasi je prišel zadruga Mlati Pšenico, pa je prišel traktorist zraven tistim, pa je rekel, ka bi rad peril traktor, se rekel, rad bi peril traktor, ne? Pa mi je na tisto penat prav, ja, če pa hočeš, se pa prijavi v našem podjetji, pa te boš zaposlil za traktorista. No in res, jaz grem, sem šel na robe, nisem šel kmetijsko zadrugo Režica, ampak sem šel na traktorsko mehanično delavnico, koja je bila današnji kino dvorani, bila prej tam delavnica. In pridem jaz tam na pisarno, jaz bi še rad učil za traktorista. Potem je bil pa tam en pametni človek, pa rekel, čuj, za traktorista, boš da gre za mehanika, kot za traktorista. Rekel, pa za mehanika, ne? In tako sem se jaz tam zaposlil, par dni sem mogel tam delati, potem je pa rekel, zdaj mora pa starši priditi, da mu pogodbo podpisati. No in res, mamo sem komi prepričal, da moram imeti gimnazijo, ne? Pa sem pa ne mama podpisala, po tisto par dni traja, potem je prišel pa eden mladinska organizacija, kaj je to šlo, je rekel, zdaj pa, ki si pri nas službo dobil, ali pa se učiš v učencu v gospodarstvu, je rekel, zdaj bo treba pa nazaj. No, sem rekel, otrok, treba ga v Davišku, ne. No, čez par dni pa že dobim, da sem mogel iti v Krško, osnovno šolo na Vidmi, tam smo se razbrali vsi skup, potem smo šli v občino, tam smo mogli, peli smo, vse sorte, kričali, ne. Dobili smo zastavo, ajde na zastavo gremo na železniško postajo in se odpeljemo v Srbijo. In pridemo na železniško postajo, zdaj se moram, čas mi malo zašteka. Martinci. Tam je nas eden čakal in čez tiste njive, tam so bile sama koruza, nas pelejo skozi. Pridemo na tist prostor, pa smo rekli, evo, zdaj smo prišli pa hotel A kategorije, pa hotel B kategorije. No, mes je bila pa ena črna, ki je bila kuhna, bila pa v tistega dima, vse črna, smo rekli, tiste pa kuhne. Pa smo bili tam še štirnom, pa WC, pa smo se pregledali, poštimali. Potem je pa rekel, zdaj bomo šli pa po vrsti, bomo pa deka razdelili. Ja, ki bomo pa zdaj spali, so bile pa barake, take podvoge, noter bi pa vse en podni, ni bilo neč poljski, ampak sam vse ravno,
Pa smo pa tam spali, kjer se pa znašel, deko vsak je dobil. Ena iz Bizeljskega punca rekla, ja, ki imam pa pušter, je rekel, se baš lačka, pa se ide pod glavo. In tako smo tam živeli, bi mu rekel, 30 dni. No, med tem je bila pa tam taka slaba higijena, pa voda je bila umazana, tako da se tudi nismo se upali mivati tisto vodo. In smo dobivali vse sorte. Jaz, na primer, dobil tvorek pod pazduhom. Pa sem šel na operacijo v Glačarak. To je bilo kar tam na njivi 2 zgradbe, so bile barake, tam je bila zdravnica, pa na posle noter, pa 2 posle so bile v drugi sobi, tako da smo tam je že eno noter ležal, da bo šel tudi na operacijo nekaj. Pa po noč se zaslijepil, pa slame naklačil tist, pa lepo pokril, zjutraj ga pa ni bilo več, je prešel. Prišla je sestra po njega pa ni. Ja, ne spi, seveda, ker ni ga bilo več. No, je rekla, boš pa ti na vrsti prišel. Meni se pa slučajno, čez lučki so mi tisto namazali, se mi je pa tisto nekako prepustilo, tako da ni bilo treba jeti. Me tisto spucali, pa grem pa nazaj v brigado. To je bilo precej daleč. No, to je bila ena taka zgodba. Kar se pa hrane tiče, je bilo pa tako črno kofe, kos kruha, so bili pa taki hlebčki, pa šlo na 12 delov se razrezal. Pa si dobil malo marmelade, pa si namazal, ali so pa, smo rekli Trumanova jajca. Smo dobili tako, tisto pa tako malo podmetli, pa si spet noter si malo kruha nadrobil, da si tisto jokne. Pa makaroni so bile, pa so rekli, že se moram včasno zablokira malo tist kruh namočen, cicvara pa popara. Take stvari smo ljubili za jesti. Samo tega ni bilo toliko, se bi vsako jedel, če bi dobil, samo ni bilo dosti. Tako da smo bili bolj lačni. No, pa ko snesemo ta poseg, sem pa kje, nisem šel pa na delo, sem bil bolniški, bi rekel. Sem pa čuval orodje, tiste šajterga, pa to so rekli, da ne bi nam to odpelo, kaj ostalo. No, da sem pa videl ene čevlje. Pa sem pa tiste čevlje skril. Pa ta del svoje trase smo zgotovili, smo gledali pa predvsej daleč gor Mariše, bi rekel proti nam, gor domov. Seveda, meni ni bilo treba jeti, ki sem bil bolniški, ampak sem vse šel, da tam sam noter tismo domi. Pa sem pa še kolege rekel, sem kot ti, da sem me šulne skril, kaj če me da to zanesla v vas, pa dala nekomu za kruh. In res, jaz šel pa tiste šulne, smo odnesla tam, pridemo v vas noter, imajo pa tam vas, še vse je bilo takrat za škarpo ugrajene hiše. Ene vrate so bile pa odprte, pa gremo noter je bilo popolno dozvodišči, rečemo mi, oštročko od koruze. Tako, nered je bil. Pa pride en možakar ven, kaj pa iščete, so rekel, kruha bi radi. Ajde noter, je rekel. Noter je pa starejša gospa, je kurla s tistimi oštročki, je kurla noter, ki tam ni drv, pa s tistim kurjo. Pol pa je rekel, ajde, brat odpre, ajde noter na hodnik. Gremo na hodnik, jaz sem pa poštudiral, kaj pa če bo zdaj bi žajfo kuhali. Takrat je bilo govora, da djeco pobirajo, pa da žajfo kuhajo. Gremo imela vse veličuj, pa šla noter, pa se kar vrate tako na hodni odpravi v luft, ker ni on, ne vem, koliko je odprl, nisem sploh videl. Je rekel, zdaj pa noter. Gremo pa noter pa lepo soba upremljena, tako, po kmečku lepo upremljeno, pa meso belega kruha, tega visokega, vsak mu da eno šnito odrezal, dejca jejte, medva tisto jela. Sem rekel, zdaj pa, vse ne, nismo nič rekli, ampak on je rekel, zdaj mi dal pa cel kruh za tiste šulne.
in smo res dobili en tak manj kruh, bel, lepo visok, tisto hajdo preberamo, tako smo prešla po poti nazaj, pa smo tisto pojela, ne. Pol je bil pa problem, pol nisi mogel pa na potrebo jeti, se tisto napelo, ne. Sem imel pa spet problem, sem imel pa spet srečo, ker je pa pri nas doma, pri sosedih, bila ena za deklo. Pol je bila pa kuharca, pa vodila je, če se je do porezu, pa take stvari je naredila mesečni tečaj, ne, da je lahko to upravljala. Pa ker sem jo poznal, sem rekel, nekaj nam skuhaj, da bo nam to pomagalo, ne. No in je tako, res napila in je bilo spet uredni tisto vse skupaj. Take stvari so bile. Za Malco, naprimer, na cesti smo pa dobili ali 2 slive, ali en grojst, ali pa po eno hruško, ali po eno marelco, ali po eno breskvo, ali pa eno hruško, kaj je pač bilo. Tako nisi jih dobil 5, ampak lepo razdeljeno je bilo, ne? Brez kruha. Nič kruha ni bilo, ne? Mogli si pa narediti, recimo, cesta, vam rekel, 10 metrov široka, si mogel tisto šarino navoziti, pa približno 60 metrov do dolžine. To mogla naša brigada navoziti na 8 ur, ne. Vozili smo pa tako, kričali en na druga, ti si lenuh, ti si to, ti si kaj, svim, da smo en druga spodbujali, da smo tisto navažali. Če pa nismo navažali, smo mogli pa malo pridušiti, da smo tisto izgotovili, ne. Zdaj pa prvi dan, ko smo bili, je bilo fino, ker smo imeli še malo domače moči. Drugi dan smo bili pa vsi in, ne. Pa nismo mogli tistega narediti. Pa je bilo spet, smo mogli produžiti pa da delati, ne. Take stvari so se dogajale. Ja. Najlepša hvala. Jaz sem že moj duh, preveč duh. Ampak, ne, zdaj ste nas spodbudil, nas, mozalce, da posnamemo vse te vaše zgodbe, tako kot smo, ne, za vašo pot izgnanstva in vaše družine, tudi ta del, ne, Miša te čaka. Enkrat pa velika hvala. Velika hvala. Mi vsi vemo, ja, kar dejte, ja. Za harmoniko sem podal. Aha, za harmoniko pa pridite nazaj. Še kako je pa povem? Ja, dejte, seveda. 30 dni je minilo, ko je pa prav tisti naš vodja rekel, zdaj kaj pa še mogli produšiti, ker nam nekdo harmoniko ukral. Sem rekel, kako se pa mirko, ne, od njega. Ja, ne, harmoniko ni. Je rekel, da pa še par dni tukaj dolje ostali. In jaz smo pa ne ostali, ko smo si pa pesem zmislili na stanici čekali vagoni, a v kotu se kuhali još makaroni, ne. No in res par dni smo bili, in pa je ušli na vlak, do Zagreba okej, se napijemo, pa je do treba prisesti na slovenski vlak, tam so pa šli, pa so pa mehali vagone na slovenski vlak. Prvi je šel Breška Četa, prvi so šli pa Trbovlje, pa Hrastnik, ali pa Krško. In ko so pa peljali Brešce, so ta 2 vagona odklopili, pa so šli graditi to veterinarsko postajo, ko še zdaj na placi tam. So oni tisto gradili, Breška Četa šla pa v Trbovlje, cesto Miha Marinka graditi za tiste harmonike. Jaz pa tam eno noč sem pa spal, drugo noč pa ne bom več, sem rekel, jaz ne bom več tako gor. Sem pa čez okno von kino, pa na vlak, pa domov. Domov sem pa prišel, da pa to leto bilo strašno deževno. 48. Pridem domov, na cesti voda do pasa, na morem je pet. Rekel, da grem pa gor čez potoke prek, tam je pa še voda bolj drla. Pa sedaj, da sem prišel do pasa, mokar domov. Pridem pa domov, potrkam na vrata, pa reče stara mama, kdo je? Jaz sem, odpri, sem vos mokar. Okno bom odprla, pa ljudska žgala, videla, kdo je. In je res odprla, pol pa seveda veš, pis, kako, pa vse to ristat, ker sem bil takšen, kot nikakršen. Sem šel pa pol na podjetje, ja, tam je pa predvsej rekel, čuj, ti si dezerter.
Zdaj ne boš dobil živilska karta, ne boš dobil za oblec karte, ne boš službe dobil, vse to boš, ne? Potem je bil pa inženir, tudi je že pozabil, kot se je pisal, ne? Gabar. Tako, ja, Gabar, ja. Je rekel, neč, mi bomo teda rabili, bomo tako napisati, to povredili. Da me bolj pa rabili, pa še to povedal, bolj pa neham. So bili pa nemški ujetniki, pa so tudi pri nas delali. 48 leta so še potrnili. In je bil kovač, pa je vlival ležaje. Pa je rekel, majster rekel, poj ti dol gledati, kako to dela, da boš tudi ti vedel. In sem je šel, da pa on je modele delal, jaz sem pa rekel, čuj, to ni preveč dobro, ki se prime, dajmo mi iz lesa to narediti. Ja, rekel, to bo gorelo. V Nemčiji, ko sem bil, je pa rekel tisti direktor, je rekel, veš, ki smo nekaj taga nam je kazal, kako se rihta, ki je bila tovarna celo, je rekel, lej, toliko in toliko to temperaturo zdrži. In tako je tudi moj les zdržal tiste temperature, da sem lahko na les vidim. Take zgodnice so, ki smo jih doživeli. Tega. Hvala lepa. Znači še 7 let, Še več, ne? Ja, gospod Kračič se z mano heca, ker je letnik 1933, sem lahko to povedala. Ja. Ne skriva svojih let, tako da boste vedeli, in bil je na tej največji mladinski delovni akciji prve 5-letke avtocesti Bratstva in enotnosti odsek Zagreb-Beograd, do leta 1948. Niste bili na tej Šamac-Sarajevo, se nam dali pa lepo istočnico, da lahko spet prisluhnemo harmoniki in tudi skladbi, ki je zagotovo, mislim, ni bila še takrat napisana, ampak bi jo imeli radi, ker govori o lepoti Slovenije, ki ste jo zagotovo tudi pogrešali dom, kar ste lepo povedali. Da vam ni bilo ravno enostavno in ste šli kar domov. Ja, tako. Torej, Niko Gorevc, profesor s svojim učencem Jako Slovencem, avtor skladbe Lepa je Slovenija, je pa Križmanič. In nam bo nastopila. Zdaj pa sem razmišljala v tem času, v teh pripovedih, kako v bistvu zagotovo je tukaj še veliko vas, ki se spomnite kakšnih delovnih akcij. Imamo tukaj 3 predstavnice družine Ostrelič, pa prej Milena Jesenka povedala, da je bila na 5. V bistvu sem ugotovila, da sem tudi jaz sodelovala v delovnih akcijah v 80 letih, ko smo delali za telefon, pa za vodovod. Ampak seveda ta izkušnja ni bila takšna, nisem bila lačna in tudi sem bila čisto blizu doma. In zato, ker vemo, koliko je to dolgo trajalo in kako še vedno sodelujemo v različnih akcijah, ki so dobre za nas in za skupnost, včasih moramo to početi, včasih nam ni treba, pa si sami izberemo. Imamo tukaj to našo tablo z napisom, ali se spomnite delovnih akcij in katerih, pa če bi sodelovali na delovni akciji, pa če vam bo volja, pa če se vam da, bi lahko rekli, nam kaj napišite,
Če bi pa radi sodelovali na delovni akciji, pa mogoče tudi v muzeju kakšno organiziramo, ne? Ker imamo polno idej. Tako da to je to vprašanje bolj za to, ne? Da vas potem povabimo in uporabimo. Tako da res velika hvala vsem. Imamo pa še eno zgodbo, se pravi, nekatere so zelo osebne, smo jih sami doživeli, to pa tudi takšne, ki jih kdo drug zapiše, jih posluša in zapiše. In vesela sem, da je z nami Milan Jazbec, ki je ni svoj knjig zapisal tudi zgodbo svoje mame in mame svoje sestre Milene, ne? Milena, ti si bolj pomembna, ampak pač kakšen korak zadaj, ne? Obeh se pravi Milana in Milene, ki je pa bila na tej progi Šamac-Sarajevo in ta njen spomin pa boš danes, ko je ni več, nekratko delil z nami, s tem bo razstava odprta in, no, izvoli najprej. Če se že povedal, da si direktorica Publicice, hvala, ker si omenila mojo sestro Mileno in hvala za to priložnost, da lahko nekaj spregovorimo o maminih spominih na tiste čase. Zapisani so v tej knjigi Pogovori z mamo na strani 31 in 31. To knjigo sva na osnovi maminih pripovedovanj s sestro Mileno pripravila in mami podarila v 80-letnici, bilo je zelo ganljivo. Kar se pa tiče te mladinske delovne akcije, mičkim pred otvoritvijo sva pripletala sošolko Marijo Posredič poročena Čulič in mi je povedala, da sta tudi njena mama in sta izbila na tej akciji. Torej, kako majhen je svet in kako se vedno naučimo. No, mama, najna, moja mama, če tako rečem, je v tiste čase, ko sva mi da odrašla vključno z najstništvom, predvsem govorila o treh temah. Ne nujno v tem vrstnem redu. To je najprej izgnanstvo. Bila je deklica od 9 do 14 let, potem o njenem obiranju Ahmedija v Savinjski dolini, ko je bila že mama, šla seveda služiti denar, in pa seveda o mladinski delovni akciji Šamac-Sarajevo. Trije poudarki. Recimo, rekla je, od jutra do večera, to piše tu nekje, ne, smo šajtrgam vozili tiste šodr, in smo delali nasip ob reki Uni, da ne bo poplavljala. V okolici kraja Degohan, ta kraj je ostal najbolj v spominu, seveda tudi potem Mileni in meni. Degohan, Han je v bistvu turška beseda, pomeni prenočišče, Bek je pa gospod, to so delali tisti poteh karavanskih. In pravi, mi smo delali en teden, vozili smo tiste šajtrge, krvave žulje smo imeli, potem je prišlo deževje, Una narasla in je vse podrla in smo začeli znova. Mama je bila v Krški četi, Krška četa je bila v Novomeškem bataljonu in mama je z velikim ponosom pripovedovala, da je Krška četa večkrat bila najboljša v vsej brigadi in so zastavo njihovo dvignili in so oni s ponosom hodili okrog. Torej, to je bilo seveda ta mladostnik, eno veliko spoznanje, ena velika motivacija, če tako rečem. No in še zadnji poudarek, ne vem, da je to bilo morda v tistih letih, ker bi bila Milena približno toliko stara kot mama, ki je bila v tej mladinski delovni akciji, mama je bila stara 16 let, ne, in enkrat mama razlagala v tem smislu, rekla je, nimam pojma, kako to, da je mene moja mama, ki je bila stroga, dobra, ampak stroga, sploh pustila kot 16-letno deklico na to mladinsko delovno akcijo. In potem se obrnila k Mileni pa rekla, veš, jaz te ne bi pustila. Torej, s tem zaključujem ta kratek spominski pogled na mamo, njene dogodivščine vseh njenih kolegic, tovarišic, ali še z tiste akcije. Jaz bi torej knjigo podpisno Alenka dal v muzej, če vam bo kje prav prišla. In seveda se ob tem zdaj hvaležno spominjam mame in vseh tistih, ki so uredili to našo domino, da smo mi lahko tako odraščali, kot smo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mi imamo za nami na dveh kranih se vrti sedaj ta razstava. Mi bomo pač to omaknili, si gledali razstavo in šli potem tudi na druženje in manjšo pogostitev. Jaz sem pa samo še to zadnjo nalogo, da se zahvalim obema soavtoricama. Zahvalila bi se tudi naši dragi kolegici Stanki Glogovič, pa je žal bolniško odsotna, pa ji želimo veliko zdravja. To pa zdaj, tukaj imam šopke skrite, mislim, to. Ja. Aha.
To je dobro, da ne noben dal vode. Tako, to pa naši dragi dve kustosini, Miša in Andrejka. Evo, ni pomembno, katera je prva, obe ste enako pomembni. Hvala lepa, želim vam boste zelo počivali, ker imamo že nove aktivnosti in pa seveda morate tudi skrbeti, da bo razstava zdaj živela in komunicirala pri nas, potem pa tudi v drugih krajih in upamo še kje v naslednjem letu. Hvala vsem za to, da ste prišli. Prosim, da si vzamete malo časa, ker so res zanimive risbe, mogoče oddaleč te ne vidi tako od blizu, jih je treba pogledati, v časnike lahko preberete, potem pa bomo zelo veseli, če bo se z nami se še podružili v sednem prostoru in odšli domov z enim zavedanjem, koliko je ta mladina naredila za nas in verjamem, da cenimo njihovo delo, pa tudi delo teh umetnikov, ki so takrat to dokumentirali in interpretirali še za danes. Hvala lepa, lepe večer.